Fotokino in videoklub Mavrica iz Radomelj je vesel, da se lahko spet predstavi v domžalski knjižnici, ki klub pogosto gostijo, največkrat seveda s fotografskimi razstavami, velikokrat pa tudi s projekcijo videofilmov. Danes je na ogled razstava podobe, ki so jih pripravili fotografi našega društva, in sicer Špela Kragelj Bračko, Jasna Bračko in Jože Kragelj, ki so hodili po poti spominov in tovarištva in spotoma ujeli veliko zanimivih posnetkov. Pa bomo kar vprašali Jožeta, ki je glava družine 3 generacij. Jože, od kod zamisel za tole razstavo? Ja, to je naša občina, in mi smo pač člani društva in smo si zamislili, da bomo hodili po naši poti, se pravi poti domžalske spominov. Ja. Jasna, je bilo težko nositi fotoaparat, ali sta ti mami in dedi nosila fotoaparat? Sama sem ga nosila in ni ga bilo težko nositi. Kako pa, ko izbereš motiv, ki ga posnamaš, ali se sama odločiš, kaj boš fotografirala, ali te spodbudita starejša člana družine? Sama se odločim. Špela, ti si že večkrat razstavljala. V čem je ta razstava ali pa te fotografije, v čem so drugačne od tistih, ki jih drugače delaš? Ja, to je v bistvu naša 3. razstava zdaj, skupinska, mislim družinska. Prva je bila, ko sva šla z atijem v Francijo, pa sva takrat naredila razstavo.
druga je bila, ko smo šli mi trije na Kras, pa smo potem tudi skupaj naredili razstavo. Zdaj ta tretja je pa v bistvu bolj družinska, kot so bile tiste prejšnje dve. Zato, ker smo to hodili, smo 2 leti, to je 2-letni projekt, smo hodili v vseh letnih časih na te vrhove, zbirali štampilke. In je tudi na nekih slikah je še bratec Jasni zraven. Otroci so na slikah, ker na prejšnjih razstavah so bile recimo malo drugačnega tipa. No. Ta je pa bolj taka poljudna, družinska, željo, da pokažemo, kakšna je ta domžalska pot spominov, ker sem ugotovila, da v bistvu jo ljudje v bistvu ne poznajo dobro. In je v bistvu tudi predstavljena zdaj tako, da se gre po poti od prvega plakata in potem naokrog do zadnjega. In v bistvu gre obiskovalec od izhodiščne točke, ki je v Domžalah, in potem do končne, ki je na Dobenu. To se pravi, obkroži vse kraje nekdanje skupne, tiste velike občine, od Domžal, mimo Moravč, Trojan, potem po meji s kamniško občino, Mengeš in Trzin. Koliko je bila pa najdaljša pot, najdaljša tura? Rekli ste, da ste večkrat šli na pot. Koliko je bila najdaljša tura v urah? Mislim, da smo z otroci smo hodili nekaj 3 do 4 ure. Ja, to je bila zelo dolga tura. Jaz sem bil zelo prijetno presenečen, ker sta naša dva najmlajša tako dobro hodila. A ne? In tam smo končali dejansko na Špilku. Aha. Jasna, si imela kakšen žulj od hoje? Ne, Si bila utrujena? malo. S kakšnimi poživili, s kakšno hrano in pijačo se pa oskrbiš takrat, ko greš na pot? Piškoti, sadjem in vodo. Jože, kaj bo pa vaš naslednji projekt? S čim nas boste presenetili v prihodnje, da bomo pričakovali in čakali? Ja, malo smo se že pogovarjali. Mi hodimo na dopust na Cerkniško jezero, v okolico, in zna biti, da bomo tam naredili en nov projekt. Hvala za gledalce Domžalca, bo pa verjetno zanimivo še nekaj. Planinsko društvo Domžale je pripravilo, tule spodaj se ne vidi, pod fotografijami, zanimivo razstavo, ki tudi prikazuje pot spominov. Tako da tisti, ki se boste udeležili, ki boste pogledali si to razstavo, ne gledajte samo fotografijo, ampak pogledajte tudi v te vitrine spodaj, zanimivo in informativno.